Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci, novinarskem srečanju Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Glavne teme današnjega srečanja pa so, zakaj slovensko gradbeništvo čaka črna prihodnost, če bodo za gradbene projekte pri nas vse pogosteje izbrani tuji izvajalci iz tretjih držav, zakaj tujim izvajalcem naša država dopušča marsikaj, domači pa morajo upoštevati najstrožje ukrepe. Kakšne posledice bodo doletele slovensko gradbeništvo, v katerem je zaposlenih skoraj 66.000 ljudi, če delavcem ne bomo zvišali plače, in zakaj Slovenija ne ščiti svojega gradbenega trga, svoje podjetja in zaposlenih v njih, kot počnejo razvite države in ne preprečujejo socialnega dumpinga, ampak ga spodbujajo. Lepo pozdravljam naše današnje govornike, ki so magister Jože Renar, direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov, gospod Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG, gospod Boris Capač, član uprave družbe Pomgrad in gospod Edo Škufca, član uprave družbe CGP. Najprej pa besedo podajam magistru Jožetu Renarju, ki bo izpostavil trenutne probleme v slovenskem gradbeništvu in spregovoril o socialnem dumpingu, ki ga Slovenija žal spodbuja. Lepo prosim. Vsako jesen in zimo imajo bakterije in virusi zabavo in pokvarijo vašo. Tantum Verde pomaga pri lajšanju bolečin in oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu, na voljo tudi v obliki pršila in raztopine za grgranje. Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Lep pozdrav vsem skupaj v imenu Gospodarske zbornice, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Veseli me, da ste se odzvali v takem številu. In seveda naša želja je, da vam posredujemo informacije o stanju na slovenskem gradbeništvu, ki je trenutno kar v precejšnjem precepu. Namreč trg gradbeništva v Sloveniji trenutno v relativno solidni kondiciji, vendar pa razmere oziroma dogodki, ki se tam dogajajo v zadnjem času našim podjetjem, ne vlivajo nekega upanja, da bodo stvari na dolgi rok tekle tako, kot je treba. Gradbeništvo je velika gospodarska panoga, velik zaposlovalec, skoraj 66.000 zaposlenih in ustvarja velike prihodke v državno blagajno z naslova plač. Teh je cirka 605 milijonov, v pokojninsko prek 250, zdravstveno 133, dohodninsko 213 in 9 milijonov v ostale blagajne. Gradbeništvo je izjemno odvisno od trga javnih naročil, saj delež javnih naročil v njihovem poslu predstavlja 60%. Gradbeni trgi so nekoliko specifični in Evropska unija, ki je seveda odprla vse svoje trge, na področju gradbeništva to tudi spodbuja, vendar to ne pospodbuja nekje kampanjsko na način, da bi podjetja iz držav z nizko ceno delovne sile enostavno preplavila države z dražjo ceno delovne sile in nekako vzpostavlja neko novo ravnotežje. To enostavno ne gre. Zato so omejitve, zato seveda je tudi zahteva, da se v okolje, kamor pride neko podjetje s tujine pravila gradbene posle, plačujejo svoje zaposlene skladno za njihovimi socialnimi standardi. Zdaj, javno naročanje, ki je seveda izjemno pomembno v gradbeništvu, ima še to specifiko, da je to denar davkoplačevalcev. Zato države v Evropski uniji, tudi v svetu, seveda zelo skrbijo, da se ta denar pri gradbenih projektih vrača v obliki delovnih mest, v obliki prispevkov v socialne in državne blagajne in seveda tudi z ostalimi multiplikativnimi učinki dajo pozitivno učinke na celotno gospodarstvo. Torej, v Sloveniji je žal situacija v zadnjem času obratna. Torej, mi od podjetij, ki prihajajo iz tujine, še posebej iz tistih tretjih trgov, pravzaprav ne da postavljamo domače standarde kot osnovo, še več. Podjetjem, ko pridejo k nam iz tujine, omogočajo, da seveda svoje zaposlene plačujejo nižje, kot jih morajo plačevati naša podjetja. Tudi pod grožnjo kazenske odgovornosti njihovih odgovornih.
To je seveda popolnoma neprimerna situacija in na to želimo posebej opozoriti. Torej, v Sloveniji imamo določen socialni standard, ki ga zagotavlja kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, katere podpisnike so tudi naša podjetja, ne vsa. In ta standard seveda ima neko tarifno prilogo, ima neke dodatke za delo in tako naprej, ki jih dobijo zaposleni. Medtem ko podjetje, kot je Stovide, lahko pri nas z minimalno plačo, to, ki je v Sloveniji pač 240 evrov, to vse poravna in je zadeva urejena. Kaj se tam dogaja? Torej, mi nismo naredili tukaj koraka v smislu, kot nam to priporočajo Evropske smernice za javno naročanje, da bomo imeli dostop podjetij iz tretjih trgov, iz tretjih držav, z nizkimi socialnimi standardi. Mi smo tudi tem odprli ta trg in seveda nam prihajajo podjetja z držav, kjer je minimalna plača 200, 300, 400 evrov mesečno. In za njih je seveda naša minimalna plača že zelo dobra plača in če gledamo pa recimo na segmentu cestno-železniške dejavnosti, kjer je v Sloveniji povprečna plača 1680 evrov in da morajo tekmovati s podjetji, za katerega je dovolj izplačuje 940 evrov. To pomeni seveda, da nima nobenih možnosti na tem trgu, da uspe. To se dogaja tudi v zadnjem času, ko k nam prihaja relativno malo ponudnikov iz Evropske unije, vse več pa iz tretjih držav. Tukaj gre za eno ponesrečeno, neusklajeno delovanje države. Namreč imamo tukaj več ministrstv, ki pokriva področje gradbeništva in rezultat je ta, da gradbeništvo, ki je že tako nizko s svojimi plačami, imamo tudi nizko dodano vrednost na zaposlenega, cirka 68% v gospodarstvu. Plače so nekje na 75%, to je 1417 evrov je povprečna plača v gradbeništvu, da se izvaja pritisk na to panogo za še dodatno zniževanje plač. Mi se pogovarjamo s sindikati o tem, kako bi jih povečali, tudi razgovori bomo imeli kmalu na to temo. Seveda pričakovanja so v povečanju, po drugi strani seveda se nam pa dogaja to, da pravzaprav nas stiska z novimi, torej z odpiranjem tega trga. Ne razumem tudi, zakaj, kakšnem gospodarskem interesu to je. To je pravzaprav popolnoma škodljiv in nerazumljiva situacija za nas. Namreč mi vabimo v naše okolje podjetja držav, s katerimi imamo velike blagovne deficite. Recimo s Kitajsko znaša ta 695 milijonov, s Turčijo 399 milijonov, no edino z Bosno, to mora biti odkriti, tam pa imamo presežka 178 milijonov. To je seveda situacija, ki naša podjetja spravlja v neko nerazumno, neugodno situacijo. In seveda na koncu nas lahko si vprašate, zakaj se pa greste pravzaprav sploh socialni dialog, torej zagotavljate svojim zaposlenim minimalne plače in ste konkurenčni. Ja, seveda, to je lahko reči, ampak po drugi strani pa torej naša podjetja želijo tukaj delovati na dolgi rok, vedo, da je treba ljudi v Sloveniji ustrezno plačati. In seveda si prizadevajo, da se te razmere uredijo tako, da bo to mogoče, ker na nasprotnem primeru ne bo več moč dobiti kadra. Namreč tukaj smo kar precej velik unikum, v sosednji Avstriji, kjer so plače v gradbeništvu dvakrat večje kot v Sloveniji, s kadrom težav nimajo, tudi z domačim. Medtem ko pri nas seveda se dogaja, da in tudi tujci seveda ne morejo tja prihajati socialni dumping, ker ga država ščiti, v Sloveniji je že situacija obratna in naše podjetja vedo, da je to, upajo, da je to neko prehodno obdobje in si seveda prizadevajo, da bi v roku 5-10 let dosegli ustrezni socialne standarde, ki bi zagotavljal dolgoročno delovanje gradbeništva pod ustreznimi socialnimi pogoji za njihove zaposlene. To bi bilo na kratko zlovestiti vse. Hvala lepa. Zdaj pa besedi vabim Kristjana Mugažija, ki nam bo povedal, zakaj izbira najcenejšega tega ponudnika ne pomeni tudi optimalne izbire za našo državo. Hvala. Poglejte, multiplikator gradbeništva na splošno, torej na gospodarstvo je izredno velik. Naj povemo samo na primeru 100-milijonskega projekta v infrastrukturi, se potem v bruto družbenem proizvodu ta faktor poveča za 2,3, torej imamo 230 milijonov povečanja bruto družbenega proizvoda.
tega je 1/3 tega povečanja pade na gradbeništvo, 2/3 pa na ostale gospodarske panoge. Zato so pač infrastrukturni projekti namenjeni širšemu gospodarstvu, ne samo, da to vpliva na gradbeništvo. V primeru recimo 100-milijonskega projekta in v primeru, ko je izbran domači izvajalec, se od teh 100 milijonov 70 milijonov ostane v državi, 30 milijonov se pa zaradi tega, ker smo zelo odvisni od uvoza, prelije v tujino. Nasprotni učinek je, ko je izbran tuji izvajalec, se samo 13 milijonov evrov ostane v državi, 87% oziroma 87 milijonov se pa prelije v tujino. Zdaj, kje je ta razlika? Največja razlika je seveda pri teh 70 milijonih gre 30 milijonov evrov za plače delavcev, 20 milijonov je namenjeno amortizaciji in dobičku in 20 milijonov pobere država skozi davke, če izvaja to domači izvajalec. V primeru, da to izvaja tuji izvajalec, smo, kot že prej povedali, samo 13 milijonov ostane v državi in od tega je samo 5 milijonov davkov. Zato je pri velikih infrastrukturnih projektih seveda ta učinek tako na državo, kot na zaposlene v tej državi zelo pomemben, da ostane v domeni domačih podjetij. Če pride tukaj pač do tujega izvajalca, se seveda teh učinkov nimamo. To je v bistvu osnovna matematika, osnovna ekonomska zakonitost, da je cilj, da se pač domača podjetja čim večji meri dobijo te projekte, ker potem je učinek na državo bistveno boljši. Če dodamo še primer Karavank? No, pogledajte, na Karavankah je ravno ta primer, ki sem govoril, izbran je tuji izvajalec in v tem primeru bomo na Karavankah dejansko slovenski proračun imel samo 13% celotne investicije postane v Sloveniji. Vse razlika se bo pač prilila v tujino. Skozi dobave, skozi plače, skozi dobiček, skozi amortizacijo. Vse bo šlo v Turčijo. Vkolikor bi slovensko podjetje pridobilo ta posel, bi bila slika tudi za slovenski proračun bistveno bolj ugodna, kot je sedaj. Hvala lepa. Gospod Boris Sapač pa bo poudaril, zakaj je potrebno zvišanje plač v slovenskem gradbeništvu. Dejstvo je, da brez višjih plač ne bomo imeli kakovostnega kadra, kar je omenil tudi že gospod Rener, saj bo tudi vpis bodočih gradbenikov na fakultete občutno manjši. Lepo prosim. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi z moje strani. Ja, nažalost še vedno ugotavljamo, da je eden izmed najbolj perečih problemov v gradbeništvu pomanjkanja kadra oziroma pomanjkanja kvalitetnega kadra. Zdaj, za nas, ki prihajamo tam blizu, ki smo recimo blizu meje z Avstrijo, ta problem še bolj pereč, saj v Avstriji imajo dosti boljše plače kot v Sloveniji. Vidimo tudi, da v zadnjem času je zelo slab vpis v srednje šole in na gradbene fakultete in seveda gradbeno gospodarstvo mora na to odreagirati. Logična reakcija je dvig plač. Jaz sem prepričan, da vsi to tudi počenjamo tu zbrani in pa seveda izboljšanje delovnega okolja. Zdaj pa, gospod Rener je že povedal, da je gradbeništvo pomembna panoga za slovensko gospodarstvo in pričakujemo, da nam tudi država stopi nasproti pri naših ukrepih za dvigovanje plač in da se začne ukvarjati s slovensko gradbeno industrijo. Zdaj, eni od teh ukrepov so prevetritev javnega naročanja, od birokratizacije k nekemu strateškemu pristopu, uvedba zlatega investicijskega pravila, da bi imeli konstantno količino dela na trgu vsako leto, da ne bomo imeli neke žagaste krivulje projektov. Na koncu mi si tudi želimo, da inšpekcijske službe delo opravijo pedantno in da nas obiskujejo čim bolj pogosto, pa ne samo nas, vsa gradbištva, mala, velika, tujce. V gradbeništvu bi potrebno bilo nekatere postopke standardizirati, popise, razpisne dokumentacije, pogodbe. Z informatizacijo smo še čisto na začetku, pa bi koristilo tako nam, tako državi pri analizi cen, pri analizi velikosti projektov.
verjetno bo potrebno razmišljati o paritetnem skladu. Avstrija ga ima, Nemčija ga ima, prevetriti kolektivne pogodbe in v bistvu od teh ukrepov bo imelo gradbeno gospodarstvo tudi država. Saj smo videli, kakšne številke se v proračunu stekajo iz gradbeništva. In na to pot moramo enostavno stopiti zdaj. To je z moje strani. Dodala še en mogoče kakšen komentar, da socialni dumping ne bo pomagal dvigu plač? Seveda, jaz sem malo razočaran, ko hodiš po nekih konferencah, kar se tiče gradbeništva, tujci v svojih prispevkih praviloma omenjajo borbo proti socialnemu dumpingu. V Sloveniji ta beseda relativno neznana. Ne. In procesi pri nas na nek način potekajo ravno kontra, ne, tak groben. Zgleda tako, da je najboljši poslovni model, da imaš čim manj zaposlenih, da nemaš produktivnih delavcev sploh nimaš, jih najamaš poceni pač z trga. Posledice tega je pa padec kvalitete, padec produktivnosti, to je sicer proces, ki je za gradbeništvo značilen na celotnem svetu. Potem zaradi tega tudi stagnacija branže. Ne? In to tudi povzroča stres pri inženirjih, pri tistih, ki vodijo projekte, ko imajo upravka z slabo kvaliteto, z slabimi delavci in zapuščajo branžo, kar pa ni naš interes, ker vsaka država rabi močno gradbeništvo. Hvala lepa. Edo Škufca pa bo spregovoril o izkušnjah s tujimi in zasebnimi investitorji v Sloveniji in tujini ter o tem, zakaj njihova podjetja izberejo in kaj je drugače pri javnih naročilih v tujini. Dotaknil se bo pa tudi evropske smernice. Lepo prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je moj sogovornik že poudaril, imamo v Sloveniji na področju javnih naročil velika nihanja. Od tega, da so investicije praktično ustavljene, do tega, da je investicij ogromno. To pa povzroča pri poslovanju gradbenih podjetij velika tveganja, zato si poskušamo pridobiti čim več poslov pri zasebnih investitorjih, še posebej pri tujih. Zdaj samo omenim nekaj največjih poslov, ki jih je podjetje CGP imelo s tujimi podjetji, kot so recimo Lidl, veriga supermarketov, največji logistični center, IKEA v Ljubljani, japonska tovarna robotov Yaskawa, Delta, hotel Intercontinental v Ljubljani, gradimo za verigo Falkensteina na Hrvaškem in gradimo tudi projekte v Nemčiji. Kje je bistvena razlika med javnimi in zasebnimi naročniki? Javni naročniki so vezani na zakon o javnem naročanju, zasebni naročniki niso. Bistvo tega pri zasebnih naročnikih pa je to, da jih zanima, kako je izvajalec kvaliteten, da pregledajo njihove referenčne projekte, kako in s kakšno kvaliteto so jih izvedli, ali imajo lastno delovno silo, kakšen je njihov način poslovanja, ali je pošten ali je nepošten, ali so sposobni dolgoročno poslovati, da bodo zagotovili tudi izvajanje oziroma v garancijskem roku. Po mojem prepričanju je tu najpomembnejši partnerski odnos in pa uravnoteženost pogodb. To, kar zahtevaš, da boš imel izvedeno, da je to tudi plačano. Veliko je bilo negativnih praks v Sloveniji in to želimo izkoreniti. Zakon o javnem naročanju predvideva praktično izključno merilo najnižja cena. Dopušča tudi druge, vendar v konkretnem primeru se to v Sloveniji ne uporablja. Slovenski gradbinci, to moram poudariti, se ne bojimo tuje konkurence. Nasprotno, tuja konkurenca nas na nek način sili, da izboljšamo svoje poslovne procese, da se racionaliziramo in da postanemo konkurenčni tudi na tujih trgih. Ne želimo si pa konkurence, ki je nelojalna, ki predstavlja socialni dumping ali ki prihaja iz držav, kjer se ne spoštujejo okoljski in socialni položaj delavcev in pa kjer se ne spoštujejo kolektivne pogodbe. Zato težko razumemo, da slovenski javni naročniki ne uporabljajo smernic, ki jih je predpisala Evropska komisija, ki pravijo, da je treba skladno s temi smernicami izločiti tiste ponudnike storitev na javnih naročilih, ki prihajajo iz držav, kjer ni podpisanega medsebojnega sporazuma med Evropsko unijo in to državo,
tako imenovan GPA sporazum, katere namen je ravno to, da se preprečuje socialni dumping in da se upoštevajo tiste razmere na področju delovne sile, na področju delovnopravne zakonodaje in to na nek način predstavlja, da smo vsi ponudniki na istem imenovalcu. Javni naročniki bi tako po teh smernicah morali ustaviti vse ponudbe iz tretjih držav, še posebej take, kjer je evidentno, da prihaja do nelojalne konkurence, da prihaja do socialnega dumpinga ali celo političnih interesov in posledično državnih pomoči tem družbam z namenom osvajanja trga in širjenja političnega vpliva teh držav. Hvala lepa. To so bili kratki orisi naših sogovornikov, seveda pa zdaj prepuščam prostor za vaše vprašanje, pomisleke. Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Kaj se vsem predstavljate, da bodo vsi 90-dnevni kampanj? Mogoče za kolektor, zdaj ta novinarska konferenca v kontekstu aktualnega dogajanja, referirams na Karavanke, izzveni kot nekakšna užaljenosti, da tega dotičnega posla niste dobili. Da tukaj, ker ne vem, veliko ni v zadnjem času veliko javnih naročil, kjer bi pa velikih javnih naročil, kjer bi bili tuji gradbinci izbrani. Tuji gradbinci z izjemno katero sploh niso opazili Slovenije v tem kontekstu. Ampak kako odgovarjate na to? Ne vem, kako bi to kot neko užaljenost. Mi operiramo zgolj oziroma jaz sem predstavil zgolj, kaj pomeni v primeru, pa zdaj, če je Karavanka ravno 100 milijonov ali pač taka cena bila, pa kaj pomeni pri 100 milijonskem projektu, koliko dela domači izvajalec, da bo ostalo državi 20 milijonov pobranih davkov, koliko dela tuji izvajalec, bo ostalo 5 milijonov pobranih davkov državi. Torej ima država v proračunu 15 milijonov manj prihodkov. Jaz mislim, da bi to glavno sporočilo današnjega moje predstavitve. Tako da zdaj, seveda je na drugem tiru podobna zadeva, imamo 6 kitajskih podjetij, pa 4 turška podjetja, oziroma 3. In jaz mislim, da je na mestu to, da se sporoči javnosti, komor pač to pritiče, naše poglede, oziroma kaj vidimo, da je narobe, oziroma kako bi morali se obnašati kot odgovorna država, ki se vedno radi primerjamo z razvitim svetom in to je glavno sporočilo te konference. Pa če smem tudi vaš partner pri naskakovanju razpisov za drugi tir je turški gradbinec? Ja, je turški gradbinec, zato ker pač referenc slovenska podjetja nimamo, vendar, kot smo povedali, če je nosilec posla iz domače države, velja zakonitosti, torej velja to kot domač pravni subjekt. Mogoče samo to vezano, torej, ja, govorite o ponudnikih iz tujine, nižja cena, tako naprej. Na avstrijski strani, predora Karavank ni ponujal noben turški ponudnik, noben kitajski, zato ker je Avstrija pač ravnala skladno s pravili Evropske unije in ne vabi ponudnikov na javno naročanje teh davkoplačevalskih držav, kjer te države ne omogočajo evropskim podjetjem ekvivalentnih pogojev. To se pravi, da je transparentno in seveda, da ni tam državnih pomoči in da ni socialnega dumpinga. To smo mi preskočili in zato imamo na drugem tiru veliko ponudb ravno z teh držav, pa zelo, zelo malo z Evropske unije, ko je Evropska unija tista, ki ima odprti trg. Samo tri vprašanja. Alenka Trelep, Radio Slovenija. Zdaj zanima me to v zvezi z referencami. Vsi ti veliki investitorji, Dars in 2TDK, pač vedno upravičilo povejo, domače gradbeništvo nima ustreznih referenc, sploh ne na drugem tiru. Kaj potem tukaj lahko rečemo, kako pride do posla, a to so te konzorciji in kako pravzaprav bi bili potem morali biti razpisi drugače narejeni, ali kako ne, da
da dobi domač gradbinski posel z ustreznimi referencami. Druga stvar, ki me zanima, je, kaj to glavno investicijsko pravilo. In tretjo, če lahko nekaj več poveste o teh smernicah, ker za to direktivo se je izkazalo, da niti na Darsu ne vejo zanje in da pravzaprav nihče ne spoštuje, zakaj vi kot stroka tukaj nič ne reagirate. In tudi pri tej stvari, ne, če kolektivna pogodba, če gre samo za en člen, da bi ta kolektivna pogodba postala splošna, da ne bi tujci spoštovali samo minimalne plače ZDR, ampak kolektivno pogodbo, mislim, da je sam en 14. člen. Zakaj tukaj ni nobenih naporov, da bi se ta člen uveljavil in bi potem stvari drugače funkcionirali? Če lahko je na ta zadnji del, ne, socialni dialog, razširjeno dejavnost kolektivne pogodbe, to zadevo mi že dolgo časa opozarjamo, torej mi tudi imamo zadevanja, da bi se zahteve za razširjeno dejavnost ustrezno znižala, ker v Sloveniji ni realno pri pogojih, kakršne imamo zdajle, da se bodo podjetja učlanjevala v delodajalske organizacije in dosegla status 50%, ne, da je po evropskih pravilih lahko dosežena razširjena dejavnost kolektivne pogodbe. Vendar na javnem naročanju to ni pogoj, država lahko sama postavi. Ker javno naročanje je tisto, ki je za nas zdaj najbolj problematično. Vidimo, da naša podjetja brez težav delajo za tuje investicije v Sloveniji, da so dobrodošla, vabljena, javno naročanje so pa v neenakopravnem položaju. In javno naročanje bi samo po sebi lahko zahtevalo socialni standard kolektivne pogodbe za vse ponudnike, pa ga ne. In tu se pravi je neki interes, ki je nam nerazumljiv, zakaj to počnemo, na koncu pa seveda ne gre samo za ceno, gre tudi za to, kakšne bodo naše zdravstveno zavarovanje, kakšne bodo naše pokojnine in seveda, kdo bo hodil v šole in kako bo imel zaposlenih. Gradbeništvo je trenutno velik zaposlovalec, v naših šolah je pa 10-krat manj vajencev na prebivalcev, kot je recimo v avstrijskih gradbeništvih. Seveda to pa kaže neko sliko v odločnosti, kjer se bomo mogli spraševati, od kje bodo prihajali denarji v te naše blagajne, ki so seveda že tako precej špali. No, glede referenc, seveda slovenski gradbinci, tisti, ki smo pač po letu 2010 nekako ostali na gradbenem trgu, teh referenc ne moramo imeti. Dejstvo je, da zadnji tunel več kot 2 kilometra dokončan v Sloveniji ima zelo, je že kar star, no, tako da se razumem. In zaradi tega se poslužujemo seveda konzorcijev z tujimi ponudniki. Na ta način izkažemo seveda ustreznost kot partnerji oziroma kot vodilni partner v našem primeru, da smo sposobni tak posel torej, prevzeti in tudi oddelati. Naj samo spomnim, da kljub temu, da smo imeli vedno težave na večjih infrastrukturnih projektih z referencami, noben infrastrukturni projekt ni ostal nedokončan. Torej smo Slovenci, ki smo se povezali z določenimi podjetji, ki imajo za to ustrezne reference, projekte dokončali. In osnovno namen povezovanja s tujcem je to, da pač slovenski gradbinec oddela večji del posla, seveda za kar rabi ustrezno referenco in ustrezno znanje pridobi tujo referenco in tuje podjetje, vendar je tisti delež zelo majhen. Zaposleni so pa slovenski državljani, slovenski davkoplačevalci in to je cilj naših povezovanj v konzorciji. Tako smo naredili na Karavankah, tako imamo konkretno v našem primeru tudi na drugem delu pripravljeno ponudbo. Jaz bi še mogoče na zadnje vprašanje, glede smernic. Evropska komisija ugotavlja, da prihaja do izkrivljanja trga javnih naročil s strani tretjih držav. V ta namen, da do tega ne bi prihajalo, obstajajo medsebojni sporazum med Evropsko unijo in določenimi državami, teh podpisnic je 20, s katere podjetja iz teh držav nastopajo popolnoma enakopravno. Namreč, namen tega je preprečitev izkrivljanja trga in pa socialnega dumpinga. To se pravi, podjetja, ki so iz tretjih držav in so podpisnice tega tako na GPA sporazuma, nima nobenih težav. In to rekel tudi slovensko gradbeništvo, s tem nima nobenih težav. Kar se tiče teh smeri, zakaj se ne uporabljajo, bi bilo mogoče treba nasloviti na koga drugega. Nam to ni logično, zakaj se to ne uporablja. Celo nam ni logično, da smerice, ki jih je pripravilo smerice za javna naročila, naše ministrstvo za javno upravo se tudi zelo poredko uporabljajo.
Mogoče lahko sem še razložite ta primer, ko ste razlagali tudi nam. Mislim, da je to v redu za medije, ko gradijo tuja, ko imajo razpise recimo Avstrijci in tako naprej, je pogoj, da tudi če je tuji izvajalec, mora biti del avstrijskega gradbeništva vključeno. Pri nas tega ni, tako izpadete. Mogoče še te primere, če bi to razložili. Recimo poznamo primere razpisov iz Avstrije, kjer so celo zahtevane avstrijske reference. Ne reference EU, ampak avstrijske reference. Kar je za nas nepojmljivo. Še nekaj malo vprašanje o zlatem. Jaz bi pa pač, ker sem ga omenil, definiral, kaj je to zlato investicijsko pravilo, če ravno to je neka prilatica, ki se pojavlja v javnosti, pa res mogoče premalo o njej vsebinsko govorimo. Zlato slovensko gradbeništvo se v zadnjih 15 letih srečuje z velikim nihanjem obsega gradbenih del. Od slabi 4 milijarde evrov obsega na leto, pa do 1,2 milijarde evrov na leto. Avstrijci imajo, to je potem taka neka žagasta krivulja, Avstrijci imajo konstantno količino gradbenih del na trgu, imajo tudi v bistvu ene vrste katalog, kaj se bo za naslednjih 6 let pri nekih javnih investicijah dogajalo, kar je verjetno tudi dobro zaradi nekih makroekonomskih učinkov na stanje gospodarstva v državi, ker če je gradbeništvo pregreto, se lahko neka javna naročila umaknejo, ne grejo v razpis, če pa se srečujemo z recesijo, pa lahko se recesija pač z gradbeništvom omeji. In seveda tu je potrebno sodelovanje z ministrstvom finance, gospodarstvo, infrastrukturnih ministrstv, potrebni so zagotovljeni viri, proračunski viri so slabi viri, ker je pač proračun je za 2 leti in potem je težko povedati, kaj se bo za 6 let dogajalo. So bili neki poskusi, da se uveljavi investicijski cent, da se potem zagotovijo stabilni viri za investicije in s temi nekimi ukrepi, ki skupaj javni naročniki pa niso za finance, se potem zagotovi neka realna linija investicij, naprimer 2,5 milijarde na leto, kar bi bilo v redu za gradbeništvo, tudi za državo. Hvala lepa. Prosim, ja. Vasilij Krivec, finance. Glede, jaz imam tole, navezal bi se na ta socialni dumping. Zdaj, najprej, če bi lahko nekdo pove, koliko približno delavcev bo delalo v tem Karavanškem predoru, bi se referiral na njega. Drugo vprašanje pa imam, imate vi mogoče kakšne izračune, koliko bo strošek za plače turškega izvajalca nižji od stroška, kjer bi ga imelo pač slovenska podjetja, iz tega naslova, da se bodo Turki držali po vaših predvidevanjih izključno minimalne plače, slovenska podjetja pa bi splačevala plače iz določil kolektivne pogodbe. Se pravi, koliko bi bila ta kumulativni strošek dela večji pri vas, proti Turku. Me zanima, če ste kaj računali. Ja, kot smo že prej omenili, približno 70% nekaj 100 milijonskega projekta, 70 milijonov od 100 milijonskega projekta bi ostalo v domači državi. Od tega gre za neto plače, kot smo omenili, 30 milijonov, 20 milijonov namenjeno amortizaciji in dobičku, 20 milijonov davkom. Strošek plač z davki je v tem primeru 45 milijonov evrov, torej gre 15 milijonov iz naslova davkov na plače, pa prispevke, pa te zadeve, pa torej gre za davke. Vkolikor, torej zdaj imamo primerjavo, 1680 je povprečna plača nas, ki smo recimo podpisniki kolektivne pogodbe za gradbeno dejavnost. Minimalna plača je 940. Torej, to je razlika, to je razlika med recimo slovenskim podjetjem, katero so podpisniki kolektivne pogodbe in nekako minimalno plačo. V Turčiji je konkretno minimalna plača, mislim, da 422, povprečna plača je pa 800
Torej, našo minimalno plačo je za njih že nadpovprečna plača. Ja. Ne, se pravi, če jaz to prav razumem, ne, bi imel povprečni delavec na Karavaškem predoru plačo 1650 evrov bruto. Tako. To bi bila povprečna plača, če bi slovensko. Ja, recimo, to je povprečje firme. Vi pa predvidevate, da bo imeli pa Turki okrog 940 evrov bruto povprečen na zaposlenje. Tako. Koliko približno ljudi? In še pač bo tujc. Torej, ta denar ne bo porabljen v Sloveniji, v slovenskem maloprodaji, tako naprej, ampak bo šel v tujino. Ampak prispevki se bojo pa plačevali? No, prispevki od minimalne... S tujcev se prispevki ne plačajo v Sloveniji. Za tujci ne plačujejo nobenih prispevkov v Sloveniji. Ampak če tle ustanovijo podjetje, se mora tle podjetje... Če ga ustanovijo, pa lahko tudi tam ljudi cirkulirajo, prihajajo za pol leta, eni, drugi, tretji, ki so nove ekipe, treba nič plačati. To se mi zdi, da ne drži, ampak to bom še povedal. Kaj ne drži? Da če je tujec zaposlen v Sloveniji, da tudi ne plačuje prispevke. Ne, se ni trudno, tudi da je zaposlen v Sloveniji, je pa torej napotena, precizno se bo dela z napotenimi delavci. Če ustanovijo podjetje, verjetno rabijo nekaj časa, da tle zaposlijo. Koliko delavcev bo približno po vaših ocenah? Okvirno 100 do 120. 100 do 120, ja. Ampak Vasilij, da vas sem še enkrat opozoriti, to se pravi, delavci prihajajo recimo za pol leta, jih menjajo, večina jih tukaj ne zaposlijo in kar bi radi sogovorniki poudarili in izpostavili, velik problem je, da v celoten denar, ki je tukaj, ne ostane v Sloveniji, imamo tuje delavce in v celoti davkoplačevalski denar slovenski gre v tujino, ne ostane v Sloveniji. Se pravi, to tezo si imel zapolnil mali, mož še potem preveriti, pa tako da. No, kako to se pravi, oni so prišli sami, čengi, so ustanovili so zdaj podjetje, zaposlili bodo v tem podjetju 100 svojih delavcev, pa 20 naših. Ampak kaj zdaj to pomeni, da so... Torej, tuji delavci, neto plačajo delavca in vemo, kje bo porabil, verjetno, to je turški državljan, oziroma če se vrača domov. To je prvi del. Zdaj, glede prispevkov, tukaj je mogoče delno diskutabilno, kateri prispevki morajo biti plačeni obvezno v Sloveniji, kateri prispevki pa ni nujno, da so plačeni v Sloveniji. Poleg tega, kot je rekel, če se delavci na pol leta menjajo, do 3 mesece ne rabiš nobenih dovoljenj za delo v Sloveniji. Do 3 mesecev ne rabiš nič. Ni treba, da si ne prijavljen na zavodu, ne nič. Nad 3 mesece potem se moraš prijaviti. Torej, vsaj en del tudi prispevkov, ki si jih nekako morali bi plačati, tudi od tiste minimalne plače, ki jo bojo dali, ne bo šlo v slovenski proračun. Gre samo dohodnina, to je res. Gre samo torej ta davek. Tako da jaz, kot smo rekli, če tuje podjetje napoti delavci v Slovenijo, kar tukaj brez nadaljnjega lahko, je plačano vse tam. Razen, če to presega več kot pol leta, mislim, da dela tukaj. Drugače pa ni nobenih težav. Dvomim, da je oni pripeljali sem ljudi in jih tukaj zaposlevali, ne vem, v kakšnih obliki za trajno, ali kaj ne. Oni bojo verjetno v neki logiki napotovali delavce, s svojih krajev. A to tudi pomeni, da bo potem lahko plačevali plače po minimalne plače po njihovih standardih? Ne, to pa ne, ampak tukaj je pa možno, glede na to, da so s tem se recimo avstrijske inšpekcije izjemno intenzivno ukvarjajo, ker pričakujejo, da bomo imeli vsi tam, ki so na gradbišču v Nemčini, plačilne listke in dokazila, da so na banko dobili take in take plače. Naše inšpekcije tega ne delajo in so tudi podimenzionirane in so relativno neaktivne, se pravi te inšpekcije. A ste vi že kaj v bistvu ste povezali z inšpektoratom? Mi smo glih zdaj se najavili pri inšpektorju ravno za ta segment, se pravi za zakon o delovnih razmerjih, in zaenkrat, če nismo dobili nobenega odziva, bi se pa radi čim prej srečali s pristojno inšpektorstvo. Bili smo pa enkrat pri glavnem inšpektorju, ampak na splošno temu gradbeništvu ni bilo ta segment, se pravi plač, zagotavljanja plač, skladno z našimi standardi, pa ni bil izpostavljen. Tako da zdaj čakamo, da se tudi na tem, ker zdaj so stvari se vse začele, to verjetno ne bo zadnji primer, in želimo, da se to jasno pokaže, zakaj so te razlike in da seveda se ugotovi, da so to pogoji, ki so primerni potem za ustrezno konkurenco na področju gradbeništva. Jaz bi samo pojasnil, mi imamo izkušnje z izvajalcem, ki je v naši regiji gradil vodovod, prihaja
prihajajo iz Bosne in Hercegovine, iz srpskega dela Bosne in Hercegovine. Zdaj ne vem, kako v Čengi se razmišlja, ampak v naših izkušnjah so delavci na matičnem podjetju. Ne. Ta izvajalec je sicer imel podjetje v Sloveniji ustanovljeno, ampak seveda pač obnašajo se racionalno, stroškovno racionalno, ne, in so delavci so prihajali z matičnega podjetja. Podjetje v Sloveniji v bistvu je pa, koliko je nam znano, sklepalo se delo pogodbe z podizvajalcem. Tako so lažje sklepali pogodbe s podizvajalcem, kar je še ene vrste drugi problem, ne, ker je pač to neko hčerinsko podjetje z minimalnim kapitalom, ne, ampak delavci so bili na matičnem podjetju v Bosni. Ampak tule recimo vi izpostavljate ta socialni dumping. No, ne vem zdaj, nisem še dosti, ampak druga stvar je pa ta, ko sem jaz govoril recimo tudi z projektantom, ne, ki je pač delal ta karavanški predor, ne, in takrat, ko so prišle prve prijave, ne, smo se malo pogovarjali in rekel, da za ta denar v bistvu se takega predora ne da narediti, ne. Jaz dvomim, ne, da ta razlika nastane samo iz razlike v plač, ne, je verjetno še kje druge. Pustimo zdaj vzroke, da lahko govorimo o takih drugačnih. No. Bolj se mi zdi tule en tak sistemski problem, na kjer ga pa niste opozorili, pa se mi zdi, da bi ga v bistvu bolj mogli, ne, da bi se v končni fazi neka vrednost del, ne, bi že mogla biti določena. Ne. Kaj delate po v bistvu na tem problemu, no, ko se mi zdi, da je to veliko bolj pereče kot pa te razlike v plači? Poglejte, vrednost del za karavanški predor je bila določena in je bila maksimalno 120 milijonov evrov. To je oceno DARS, da je pripravljen za ta projekt toliko plačati. Ne? To je projektantska ocena. Ne? Ponudbe so bile dosti nižje. Ne? Jaz vam lahko tudi povem naše izkušnje za Avstrijo. Mi smo tudi nastopali na dveh javnih naročilih v Avstriji. Ne? In se pravi, Avstrija, prej sem imenoval informatizacijo. Mi smo v Avstrijo pač v enem okolju smo dali ponudbo in to okolje je pač analiziralo naše cene in jih primerjalo z povprečnimi cenami na avstrijskem trgu in mi smo mogli naše cene zagovarjati. Ampak mi smo zagovarjali preniske cene, ne tiste, ki so visoke. Njih je zanimalo javne naročila v Avstriji, če smo mi za tiste postavke, če se zavedamo, kako bi mogli se vključiti v tiste postavke, če smo sposobni ta projekt izvesti po tak nizkih cenah, ki smo jih podali. Na srečo smo tisti kar težki zagovor preživeli in smo projekt izvedli, pa nismo bili zadovoljni z rezultatom. Smo ravno tak, nekaj stroškovno smo bili ravno tu nekje, kot je bil naslednji avstrijski ponudnik, saj na koncu smo mogli dati avstrijske plače, tudi moram povedati, ravno organi avstrijski nam niso pomagali pri izvedbi in je bil tudi v medijih veliki halo. Projekt je bil vreden 300 000 evrov, medijih je izgledal, kot da bomo uničili avstrijsko gradbeništvo, pa ima samo Štrabak 14 milijard realizacije. Tako da so neke čiste druge izkušnje. Ne, vem, ja, ampak recimo, ne, dumping v ekonomiji je kar težka beseda, ima hude posledice. Recimo, ne, ta karavanški predor je v bistvu kar dosti velik, no, in zanima me, kaj vi kot gradbinci, oziroma kaj vi kot združenje na gospodarski zbornici, ne, v bistvu si prizadevate, da do prenizkih cen ne bi prihajali. Ne. Gospod Trena, to je za vas vprašanje. V bistvu, Torej, prvo, kar je seveda, mi si želimo, da so podpisi, razpisi, kar se da transparentni, ne. Tukaj imamo v Sloveniji nekaj držav, sicer več na visokih gradnjah, kjer nimamo standardiziranih podpisov, kot jih imajo v drugih državah. Torej, kar se pa tiče seveda samega socialnega dumpinga, je pa pri nas zgodba že se začela. Ne govorim o socialnem, govorim na splošno. Dol pa dumping, ja, pri nas je pravzaprav, pri nas v Sloveniji, jaz sploh ne poznam primera, da bi eno javno naročilo bilo ustavljeno zaradi neobičajno nizke ponudbe. Pri nas neobičajno nizke ponudbe ni. Recimo v Avstriji, to, kar je on zagovarjal, kar je razlagal, njega so vprašali zato, da tvoja ponudba je neobičajno nizka, razloži, zakaj si lahko to pocena, imaš neko tehnologijo,
predvsem pa ne smeš imeti nižje cene dela, ne, potem si nelojalna To konkurenca. je bilo prvo vprašanje. In seveda, če To je ti bilo prvo vprašanje pri delu. neko pozicijo daš relativno nizko in oni gredo po pozicijah. In ima javni naročnik relativno malo dela, da identificira neobičajno nizko ponudbo in izloči. In seveda nihče ne riskira, da bo šel s nizko ponudbo. Pri nas je pa zgodba malo drugačna. Prvič imamo možnost, da ponujajo podjetja, ki nimajo nekih kapacitet, se pravi že ki potem dajo podizvajalcev, grejo s cenami zelo nizko in pričakujoč, da bodo nekje nabrali nekaj ljudi, tudi iz drugih držav, ki so cenejši, prišli tja, predvsem naredili, ne, vedo, da kontrole inšpekcije, kar se tiče inšpekcije dela, so šibke in bo šla zadeva skozi, in je seveda to nelojalna konkurenca tistim, ki vlagajo kadre, kvaliteto, ki seveda hočejo imeti šolane ljudi, ki seveda želijo, da v Sloveniji gradbeništvo nekje uglednejši poklic kot je. In seveda to stvari nam strižejo in Evropska unija je točno rekla, ja, ravno v teh smernicah za javno naročanje so točno izpostavili, ja, socialni dumping iz držav, kjer jih ne morete niti kontrolirati, kako plačujejo svoje ljudi, niti če niso dobili državne subvencije in nas ne pustijo na njihove trge, oni bojo pa nam tudi in delali posli za nas, davkoplačevalski denar, to pa ne gre. Mi v Sloveniji smo pa točno to sprejeli. Mene zanima konkretno, kakšna je plača pri vas v vaših podjetjih nekvalificiranega delavca, kakšna je plača kvalificiranega zidarja, kakšna je plača kvalificiranega betonerja, kakšna je plača strojnika in kakšna je plača inženirja oziroma tehnika. Dobro, pri nas je tako, da recimo srednje kvalificiran zidar, ki jih je recimo strojnik, šofer, je normalna plača nekako med 1100–1150 evri neto. Seveda ni to za 176 ur, ampak je nekako za krog 200–210 delovnih gradbišča. Vemo, da normalne sezone nima samo 8-urnega delovnika. Temu primerno so potem pač v razponu sledijo nižje plačani poklici, torej nekvalificirani delavci. Zdaj zaradi minimalne plače se je tukaj zgodil določena kompresija. Inženirske plače pa začnejo, ne vem, pripravnika je verjetno tukaj nekje, potem pa vse gor do 2000 neto, recimo, za enega dobrega inženirja, kar je mogoče za, kot smo rekli prej, za razmere, ki jih imamo danes, vemo, da je mogoče premalo, mi bi radi boljše plačali, vendar, ko se moš na drugi strani soočati z podjetjami, ki dajo svojim delavcem bistveno manj kot ti, še posebej tuja podjetja, v gradbeništvu pa vemo, da kdor ni podpisnik kolektivne pogodbe, pa tudi v Sloveniji lahko bistveno nižje plačuje kot tisti, ki smo podpisniki kolektivne pogodbe, je pač to zaenkrat naš plačna lestvica. To posod v sektorjih podjetjih enako? Približno isto, imamo naša prejšnja plača je 1630. To ste povedali, ampak približno isto slika. Imamo pa pač politiko dvigovanja plač, imamo neki drsni plan, troletni, vsako leto pač planiramo neki budžet za dvig plač. Potem pa še uspešnost in tako dalje. Imate stimulacijo za vse kategorije delavcev ali samo za vodilne? Jaz bi enako rekel, trg deluje, kolikor ponudiš delavcev manj, bo šel v drugo podjetje, tako da mi poskušamo biti zelo konkurenčni in zelo stimulativni, stimuliramo dobre rezultate in vsem delavcem brez izjeme v podjetju omogočamo dodatne stimulacije. Tako da poleg osnovne plače so tudi stimulacije. Hvala lepa. Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.